Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni na Planet televiziji. Pred nami je tekma 6. kroga med Muro in Aluminijem. Nocoj torej spopad drugouvrščenih gostov iz Kidričevega proti sedmouvrščenim Murašem in pred nami je sila zanimiv obračun, kajti domačini po dveh zaporednih porazih sedaj četrtič na domačem terenu pričakujejo končno tudi zmago v prvi ligi Telekom Slovenije. No, na drugi strani pa Kidričani veljajo za veliko presenečenje v tej sezoni. Kajti še nikoli se ni zgodilo v 13 medsebojnih srečanjih, v vseh tekmovanjih, zdaj že takoj na začetku dober napad. Kakor sedaj lahko opažamo že kar nekaj časa v slovensko nogometu, zdaj poskus strela z glavo, napeto je pred vrati in ni gola. Ni gola, tako da razlog za veselje več v Fazanariji. No, zdaj pa napad Murašev, Bobičanec je pogledal pred in gol, 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 gol v Murski Soboti. Kous, se opravičujem, Sirk, seveda številko 13. Sirk pa zadeva. No, zadaj pa je bil Kozar, ki je spremljal tole akcijo zelo pozorno. Ali bo to strel na gol? Preko gola. Daleč stran, mimo vrat. Ja, hitro bodo morali prekinjati napade Mure. Gostje, Kouters podaja v kazenski prostor in čudovita akcija! Sirk pa z golom številka 2. Nino Kouter pa z briljantno asistenco. Kako lepo je opazil Kouter Sirka. Za Janžekoviča. Strel proti vratom, mimo gola. Bobičanec strelja na gol. Po levi strani Šušnjara bo poskušal podati v kazenski prostor. Tamle je bil poskus voleja. Kouter s predložkom. In ni gola. In gol! Sirk! Maruško je seveda streljal. Neverjeten dan torej za Sirka. Obrambe in vratarja Mure. Poskus strela Petroviča. Dve menjavi je torej opravil Ante Šimunđa, Karničnik in pa Tomi Horvat. Trdina je tam poslal hitro žogo, Petrovič je bil blizu. In le zadetek. Tahiraj pa je poskrbel za častni zadetek črno-beli, da ne bo prišlo še do kakšnega neljubega zadetka. No, zdaj pa tam sam pred golom. Horvat strelja in nad prečko. Zamenjal je. In zdaj, gol za 3-2. Strelec pa številko 77. Hvala, mislim, da smo odlično šli v tekmo. Povedali s 3 zadetki in edino, kar mogoče je bilo narobe, da smo popustili zadnjih 10 minut, kar si ne smemo več privoščiti, ampak mislim, da je ta tekma lahko neko vodilo za naprej. Igrali smo kot ekipa in mislim, da na koncu zasluženo zmagali. Ja, res je. Je pa tekmo vsega 90 minut in mi smo v tekmo krenili prvih 20 minut katastrofalno slabo in prejeli 2 zadetka na način, kot si ne bi smeli dovoliti, saj na gostovanjih, klasični kontranapadi in tu se je tekma na pol že končala.